vračam se rad v Slovenske gorice, med polje ravnice, med griče raztresene vsako pomlad. Kam pa kam? Cerkvenjak bi šel. Ja, ravno prav, lahko greš z mano. Povsod le življenje, ki dušo spet radosti. Ja, slišal sem, da je to lepo, pa glih lepi dan sem si izbral za tole potovanje. Ja, res je lepo v Cerkvenjaku. Po lepi, včasih mirni dolini zdaj poteka avtocesta. Imamo pa tudi letališče in obrtno cono. Očarale pa te bodo naravne lepote, kulturna dediščina, vrhunska vina in seveda tudi kulinarika. Prav letos pa praznujemo 500-letnico začetka gradnje današnje podobe cerkve. Pa predlagam, da bi si jo pogledala. Si za to? Seveda sem. Vse zato sem prišel, da bom nekaj pogledal. Ja, dober dan, no. Dobrodošli naši znani. Milojka, pozdravljena. Cerkev, drag vemo, je posvečena zavetniku svetemu Antonu Puščavniku. Sveti Anton je zavetnik prašičje relcev, pomeni bolj okrogli, ne, vse župni mora biti malo okrogli, ne. Tako, torej lepo dobrodošla, lepo pejta noter, se poglejta, malo tudi zmolita, kaj je za mene in za druge in lepo, da sta prišla in dobrodošla. Hvala lepa. Kjer izvolite, kjer izvolite. Cerkvenjak je ime dobil po cerkvi. Prvi pisni viri, ki omenjajo Cerkvenjak in tako cerkev, so iz leta 1299, ko je tukaj najbrž stala lesena cerkev. Najprej je bila to podružnica cerkve svetega Benedikta, leta 1617 pa samostojna župnija. Je cerkev z masivnim gotskim zvonikom. Gotski vhodni portal ima v prstanu izpisani letnici 1546 in 1828. Prva predstavlja leto izgradnje cerkve, druga pa leto predelave oziroma prezidave. Nad vhodnim portalom sta postavljena grba mesarjev in klobučarjev, ki so v teh krajih najverjetneje bili najštevilnejši ali najpremožnejši ter tako najverjetneje podprli gradnjo cerkve. Na grbu je tudi letnica 1516, ki oznanja začetek gradnje cerkve. Čeprav so njeni začetki v srednjem veku zaviti v tančico nejasnosti, nas dejstva celoti prepričajo o njeni pomembni vlogi. Predvsem arhitekturni členi s simbolnimi podpisi kamnosekov in izredno kakovostne freske na severnem zidu cerkve, ki so jih odkrili ob prenovi leta 2003. Najlepši prizor fresk je ohranjen in lepo viden na pevskem koru, kjer je prikazano križanje Jezusa Kristusa. Freske so iz obdobja gotske cerkve med leti 1395 do 1400. Cerkev odlikuje bogata oprema, ki zajema 4 oltarje. Glavni oltar svetega Antona Puščavnika, Križeva kapela, Marijin oltar in Jožefov oltar. V letu 2015 smo postavili tudi nove orgle in razširili kor, v novi preobleki pa nam je cerkev vsem v ponos. Ta del se je začel graditi točno pred 500 leti, letos 12.6. praznujemo, zato lepo vabljen, da nas obiščeš. Če pa te zanima kaj več o zgodovini, pa lahko stopiva do Tušekove vile, pa bo gospod Felix Rajh nama kaj več povedal tudi o njegovi zbirki, ki šteje več kot 600 primerkov. Dober dan. Pozdravljeni. Tu je razstavljena muzejska zbirka v teh prostorih. Tu v kleti je pa taka zeliščna lekarna, ker ima ena se ukvarja pa z zelišči. To je pa bilo zanimivo, zdaj me pa zanima še kaj več o vašem kraju. Najbolje, da stopiva kar do tipa. Oglej, župan je tam. Dober dan. Dober dan. Lepo pozdravljeni. Lepo, da ste se oglasili v naši občini. Seveda, ravno smo tukaj v središču naše občine pred turistično informacijsko pisarno. No, zdaj ste se oskrbela s promocijskim materialom o naši občini. Zdaj pa vas vabim v sosednji lokal, v Bubi bar, kjer bomo si privoščili eno kavo in bomo še kaj več povedali o naši občini. Tu je pa zares lep pogled, lepo okolje, pravo mesto za pitje kavice. Jaz bi pa rad še kaj izvedel več o vašem kraju, če mi lahko povete.
Je z velikim veseljem, seveda, naša občina se razprostira tukaj v osrčju Slovenskih goric na 24,5 km², 2100 prebivalcev živi v naši občini v 15 naseljih. Tukaj ste mi dali eno zelo zanimivo zloženko, ki govori verjetno o zgodovini vašega kraja. Mi lahko kaj povete več o tem? Ja, seveda, zgodovina našega kraja sega že daleč v preteklost nazaj, torej nekje že skoraj 4000 let nazaj, saj so tam v 60-ih, 70-ih letih prejšnjega stoletja bile najdene neolitske sekire, to se pravi iz mlajše kamene dobe. Ta rimska komilna grobišča so pa nekje iz prve polovice 2. stoletja našega štetja že. Je pa bil najden tudi bronast novec cesarja Hadriana. Franci, midva pa bi šla kar pogledat gomile. Si za to? Seveda, blizu. Res ni daleč, jaz predlagam kar s kolesi. Ja, krasno. Franc, tukaj ima odličen traminec. Bova probala? Ja, seveda, z veseljem. Dober dan. Dober dan. Zdravje. Zdravje. In pa res diši. O, še bom kam prišel. Ja. Ukvarjamo se največji del z vinogradništvom. Pravi, da lahko pripeljem kako večjo Skupino. družbo, ne? Sin pa ima še potem catering. Zdaj pa bova šla do kožnega znamenja. To kožno znamenje je eno najlepših na Slovenskem. Je iz leta 1529 in ima gotsko formo. Zelo zanimivo pa najdeš tudi pri Čagovni. Zdaj se bova zapeljala do arheološkega parka. V naši občini imamo 5 takih lokacij s preko 60 gomilami. Rimsko gomilno grobišče v arheološkem parku v Brengovi velja za zelo pomemben spomenik rimske civilizacije. Grobišče je iz 2. stoletja našega štetja in obsega 15 gomil. 2 sta tudi restavrirani. Ja, danes smo pa že dosti videla, samo jaz sem pa zdaj malo že postal. Vem za dobro klet, odlično, pa bi šla kar v Brezniku, v komarnico. Seveda, super. Dobrodošla v naši kleti, izvolite naprej. Zdaj smo pa prišla k kraljici in vitezu. Martina je že 4. cerkvenjaška vinska kraljica, gospod Breznik je pa vinski vitez slovenskega reda in pa skrbnik Johanezove trte. Škoda, da je že dneva konec, pa tako luštno je tukaj. Te pa še ostani kak dan tu. Dobrodošli pri nas, počutite se kot doma. Ja. Mi imamo sobo že pripravljeno, tako da se boste lahko spočili. Franci, te se pa vidimo jutri na srečanju motoristov. Seveda, Velja? ja, seveda. Glejte, tu je vaša soba, zjutraj se vidimo na zajtrku. Lahko noč. Ja, lahko noč. Kje začeti? Evo, da pa gremo! Zdaj bomo šla pogledat motoriste. Ja, tukaj pri cerkvi bo blagoslov. Pol pa nadaljujeva turo. Si še zajela danes? Krasno, seveda. Po celem cerkvenjaku Z okrog. veseljem. Dosti lepega večera, veš? Tu imate pa pravi stadion, pa tenis igrišče. Ja, veliko možnosti imamo tukaj za rekreacijo. Zdaj pa nadaljujeva po Klopočevi učni poti do izvira Ljube Vodice, da si napolniva energije. Ja. Tako, zdaj smo pa pri izviru Ljube Vodice. To je izvir, ki še ni nikoli usahnil. Baje je voda pitna, si upaš poskusiti? Meni izgleda ok, zakaj pa ne? Bova probala, ne? Seveda. Dobra je. Zdaj smo se osvežila in jaz mislim, da smo si nabrala dovolj moči, da lahko nadaljujeva s kolesi naprej. Dober dan. Zdravo, Lidija. Dobar dan. Malo na zraku. Seveda. Lepa. Pa ti? Jaz pa grem po jagode. Gresta z mano? Seveda. Jagode z veseljem. Dobrodošla v Peščenem vrhu. Pri meni lahko dobite, kot vidite, jagode. To so pa enkratne. Lahko pa tudi vidite naše živali. Lidija, hvala ti za enkrat. Midva pa bomo zdaj šla kar naprej. Ja, Fredi, hvala lepa še. Srečno pot Ja, vam želim adijo. pa. Hvala za obisk. Ja, Pa še adijo, kdaj, hvala ti. da se pridite, ne? Adijo. Adijo. Dober dan, dober den. Dober den. Dobrodošli pri nas, v našem kraju. Vesela sem, da ste nas našli, ker smo kar oddaljeni od centra. Imamo eno igrišče za igranje odbojke na mivki.
pa lahko pri nas tudi najete in kako dobro kapljico spijete. Smo pa najbolj ponosni na naše ribnike, ki smo si jih uredili pred leti, na katerih se odvijajo, bom rekla, piknik placi, ribičije. Greste z nami? Greva midva rajši pučko na špricar. Dobrodošli na Vinotočjo pučko, tukaj v Cerkvenjaku, oziroma najbolj natančno v Stanetincih. To je soba, ki je nekako 30 oziroma 35 do 40 ljudi. Seveda naj pa zdaj povabim v to našo klet, kjer je tudi glavnina tega našega vina. Franc, gospod Pučko je tudi sommelier 3. stopnje, pred 8 leti pa je bil sprejet v Evropski red vitezov vina. Čestitam. Hvala. Franci, najino druženje se bliža koncu. Ja, žal, ampak za zaključek pa te povabim še na večerjo. Hvala za vse. Dobro večer, imate kaj place za njo? Pa imamo mi placo za 500 ljudi. No, Franci, kako se ti je zdelo pri nas v Cerkvenjaku? Ja, preživel sem 2 čudovita dneva v tem krasnem kraju. Sem se odločil, da bom kar tukaj ostal. Tukaj so še ljudje, tukaj je še srci, lepi spomini mojih otroških